spodbujati, govoriti o alternativnih ekonomskih sistemih, je tukaj več o tem. Ja, jaz bom danes na kratko predstavil medsebojno delitev kot nek nov družbeno-ekonomski princip. Izhajal bom pa iz stališča, da danes ne smemo na dobrine gledati kot nekaj, česar je premalo, ampak da bi še naprej govorili neki rasti, neprestani rasti, ampak o tem, da začnemo spreminjati vzorce, kako te dobrine dosežejo slehernega državljana, slehernega prebivalca. Ne govorim o nekem novem sistemu, niti o ideologiji, ampak predvsem z vidika principa, ki vključuje nove pristope, poleg, če lahko rečemo, tržnih, veliko novih stvari in naloga države, vlade, teh institucij je, da omogočajo te nove pristope, kot so naprimer se pravi medsebojna delitev, čisto praktična v okviru neke agencije, pa univerzalni temeljni dohodek, pa kooperative, pa demokratična podjetja in tako naprej. Skratka, rad bi povedal to, da je potrebno dopustiti širši okvir, znotraj katerega bi lažje delili dobrine. Se pravi, ni problem več v tem, da rabimo več, ampak kako pravičneje porazdeliti dobrine. To bi bil na kratko. Tako, se pravi, tudi ta logika, da je hrane premalo, s čimer se upravičujejo gensko spremenjeni organizmi, se pravi, produkcija hrane na ta način je seveda lažja logika, ker ne nazadnje hrano večamo v stan, ljudje pa milijardo ljudi, ki so že vedno. Ja, se strinjam, jaz bom tudi na primeru številk povedal, da definitivno je hrane dovolj. Proizvodnja hrane celo presega potrebe ljudi. Ravno ta tržni sistem pa ne omogoča, da bi ta produkcija hrane, proizvodnja hrane dosegla vse populacije in vse prebivalce države in pa tudi planeta. Skratka, definitivno hrane je dovolj in drugih ključnih dobrin, o katerih govorim v zvezi z medsebojno delitvijo. Hvala. Lepa prvo. Hvala tudi tebi, Elena.